Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Zamenjava dirigenta vsako glasbeno zasedbo običajno prinese kar nekaj negotovosti. Novi dirigent in umetniški vodja pihalnega orkestra Godbenega društva rudarjev v Idriji je Aljoša Deferi, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni tudi vam. Povejte nam, gospod Deferi, kakšna je pravzaprav razlika med umetniškim vodjem in dirigentom? Dirigent je ponavadi v vlogi tudi umetniškega vodje, s tem, da dirigent je tisti, ki pripravi orkester, z njim vadi, umetniški vodja je pa tisti, ki določi program, tako da, bom rekel, ni bolj izvajalec, on pa bolj programski vodja v tem smislu. Ste letnik 71 z diplomo iz klarineta z akademije. Zakaj ste se odločili za študij tega inštrumenta? V bistvu, ko sem bil še čist majhen, je moj oče tudi ljubiteljski glasbenik in je igral bobne, baterijo. In jaz sem skozi hotel bobne igrati in mi je rekel, oče, kaj bo zdaj te bobne igral? Je rekel, da je en inštrument, rajš, ne, zdaj tolkala. Čeprav vemo, da zdaj tolkala so, bom rekel, je cel spektr tega, ne, so, bom rekel, in te klaviature, sprav ksilofon, vibrafon, marimba in tako naprej. No, in potem je imel kolega, ki je učil na glasbeni šoli v Novi Gorici, klarinet in sem se vpisal najprej na blokflavtico, potem pa sem šel na klarinet in takoj začel igrati v Goriškem pihalnem orkestru. Se pravi, sem bil star, 10 let. Potem srednja šola v Ljubljani in tudi akademija v Ljubljani. In tudi na akademiji ste potem poučevali? Ne, na konzervatoriju. Na srednji glasbeni šoli, ja, takrat je bila to še srednja glasbena šola, kasneje se je preimenovala v konzervatorij za glasbo in balet. Mislim, da sem tam nekje do leta 2008 poučeval na srednji glasbeni šoli in sem imel pa nekaj učencev, bom rekel, pripravo tudi naprej za akademijo. Z nekaj učenci sem pa tudi celo sodelavec zdaj v orkestru Slovenske vojske. Tam ste sedaj strokovni vodja? Tam sem strokovni vodja in pač sem zadolžen za glasbeni del naših, bom rekel, obveznosti v orkestru Slovenske vojske. Orkester deluje 25 let, 26 pravzaprav že. Tako. Je to, v glavnem so to protokolarni dogodki? V bistvu primarno, naše primarne naloge so protokolarnega značaja, drugače pa imamo tudi, predvsem pomembna je tudi koncertno-snemalna dejavnost. So pa, bom rekel, v našem življenju glasbenem večji del zajemajo te protokolarne naloge. Kar 18 let ste bili tudi koncertni mojster. To je odgovorna funkcija. Da, jaz sem začel kot koncertni mojster praktično leta 96 v orkestru, ki je štel 3 glasbenike. Potem so mogli zasedbo sploh napolniti, bom rekel, ne, smo mogli pridobiti mlade glasbenike in smo potem v pičlih 2 mesecih nabrali 30, mislim, da 27, če sem bolj natančen, glasbenikov in smo začeli igrati. To je bilo, se pravi, oktobra 96 smo imeli naš prvi koncert v vojašnici, v kateri smo še danes stacionirani, to je v Šentvidu v Ljubljani. Ste tudi namestnik poveljnika, torej ste organizirani povsem vojaško? V orkestru Slovenske vojske je prištabna enota in je organizirana vojaško, ima vojaškega poveljnika, jaz sem v funkciji strokovnega vodje predvsem, ampak v odsotnosti poveljnika sem namestnik te enote. V vaših študentskih letih ste bili tudi med soustanovitelji oziroma med prvimi člani slovenskega kvarteta klarinetov. To sodelovanje se je najbrž pustilo nek pečat v vaši karieri. Tam 4 prijatelji, sošolci še iz srednje glasbene šole, smo potem, ko smo bili študentje na Akademiji za glasbo, nekoč, mislim, da je to bilo glih leta 94, poslušali zagrebški kvartet saksofonov, ki je bil takrat v tej okolici edina taka komorna skupina, pihalna, ki je delovala. In smo sami pri sebi si rekli, zakaj pa ne bi še mi naredili nekaj tazga podobnega. In smo sestavili pač 4 kvartet klarinetov, S-klarinet, 2 B-klarineta, bas-klarinet. Vsak je prinesel doma note, ki jih je že imel.
Tako smo začeli. No. In smo potem polnih 10 let aktivno igrali, posneli, mislim, da 5 zgoščenk in bili zelo uspešni. Potem je pač vsak šel svojo pot, ampak je za nami ostalo, bom rekel, remek delo, ki ga lahko še nekje, sem slišal, da v kakšnih knjižnicah še dobiš kakšen naš CD, tako da lahko tudi, bom rekel, te mlade generacije. Pa doskrat sem slišal tudi od dijakov konzervatorija za glasbo in študentov na akademiji, da jim kdaj prekriža pot tudi kakšen naš CD, pa malo poslušajo, pa imajo neko referenco, kaj se je takrat dogajalo, kaj se zdaj dogaja. Zanimivo je tudi to, da so skladatelji takrat pisali prav za vaš sestav. Mislim, da je ideja o nekem kvartetu bila že malce prej. To je bilo tam enega leta 1992, ko je moj profesor na srednji glasbeni šoli Marko Oto Lednik dobil idejo, mogoče pa da dajmo nekaj sestaviti, in takrat sem bil jaz zraven, pa Matej Bekavac, naš klarnetist, svetovno znani, pa Dušan Sodja, tudi kolega, potem kasneje, ki sva skupaj igrala tudi v slovenskem kvartetu klarnetu. Slučajno je gospod Lednik bil zelo dober prijatelj z Bojanom Adamičem in mu je rekel, daj napiši eno zadevo za kvartet klarnetov, ker se ni pri nas našlo nobene literature. In tako je napisal skladbo Poribniško, sem Ribenčan Urban, in tik pred prvo operacijo, ko je imel Bojan Adamič prvo operacijo, to skladbo prinesel in je rekel, tle imate, pa dajte zaigrati. Potem smo mi to vadili in nekako ni ta zadeva zaživela, jaz sem pa te note imel in sem jih pol kasneje leta 1994 prinesel na tisto našo prvo vajo s tem slovenskim kvartetom klarnetu in smo jo potem tudi posneli in je na tistem prvem CD-ju posneta. Srečamo vas lahko tudi v narodno-zabavnih ansamblih, kar nekaj teh zasedb ste sooblikovali, tudi pri Avsenikih igrate. Treba reči pri hišnem ansamblu Avsenik. Hišni ansambl Avsenik. Ker obstaja tudi ansambl Saša Avsenika. Da, jaz sem že od malih nog, se pravi, ko sem malo bolj osvojil znanje igranja klarineta, jasno, da smo poslušali in klasiko, med drugim tudi narodno-zabavno glasbo in najbolj se je preizkušati, kje smo šli na kakšno turnejo s pihalnim orkestrom, pa ena harmonika, pa bariton, pa klarnet, trobenta in smo že igrali. Ne. Tako da pol, že se pravi, sem bil star 17 let, sem skupaj z bratom, pa še s 3 kolegi iz godbe Goriškega pihalnega orkestra, smo sestavili en kvintet, bili smo goriški fantje in smo začeli to muzicirati. In celo leta 90 v Števerjanu smo osvojili nagrado občinstva. Potem sem pa jaz šel v Ljubljani, sem bil v šoli, v službo sem začel hoditi in se je spet zadeva malo razvodenela. Kasneje so me pa povabili prijatelji, ker v teh ansamblih se skozi menjajo glasbeniki. Če bi prišel igrati v ansambl Karavan, kjer sem tam igral, potem je prišlo pa povabilo, če bi sodeloval pri hišnem ansamblu Avsenik, takrat, ko je Vito Mužinič zapustil zasedbo, se odločil, da bo se upokojil. Ne. In sem pa potem, to je bilo leta 2016, sem tam začel igrati. Na Dolenjskem, kjer trenutno stanujem, smo imeli pa zidaniški kvintet, ki smo tudi 10 let delovali, pa tudi nas je ta COVID situacija pač malo nemogočila in se pač nismo odločili za sodelovanje vnaprej, tako da smo tudi tam nehali. Se pravi, zdaj sem pri hišnem ansamblu Avsenik in gremo naprej. Vsak inštrument v kvintetu je pomemben, vendar brez dobrega klarineta si težko predstavljamo prav izven, ne? Ja, bom rekel tako, da Albin Rudan je, bom rekel, v ansamblu bratov Avsenik pustil izjemen pečat kot klarinetist in je, bom rekel, izziv za vsakega klarinetista poustvariti tiste melodije, ki jih je Albin Rudan zaigral. In je, kar se tiče Avsenikove glasbe, to en izmed, bom rekel,
kako bi rekel, neke posebnosti, ne? Čeprav so tukaj tudi pevci, je tukaj tudi instrumentač, Franc Košir je bil tudi legenda, da ne govorimo o harmoniki. Praktično vsi inštrumenti in vokali so zelo pomembni. Vse skupaj pa tvori eno celoto. Tretja plat vašega poklicnega udejstvovanja pa je vaše dirigentsko delo. Najprej ste bili dirigent Goriškega pihalnega orkestra, kasneje ste dirigirali v Lescah, potem vrsto let v Vevčah in sedaj dirigirate v Idriji. Kaj je rdeča nit tega vašega dirigentskega potovanja? Bom rekel, da čisto po nekem naključju oziroma pravem času na pravem mestu sem bil leto 1998, ko je Goriški pihalni orkester praktično takrat se nekako reformiral, išel iz neke krize in so iskali človeka, ki bi zadevo prevzel in med drugim so mene vprašali, če bi bil pripravljen. Pripravil sem neke ideje, kako bi začeli. Mogoče, da sem imel neko, bom rekel, pomoč v tem, da smo v tistih časih, se pravi leta 98, 96 do 98, ustanavljali, razvijali tudi orkester Slovenske vojske. Tako da idej je bilo ogromno, jaz sem pač napisal nek program, kaj bi počeli in so se potem odločili za mene. 3 leta, mislim, meni se je takrat zdelo, da sem že kar nekaj časa, je bila pa, bom rekel, ponovno neki drugi vetrovi so zaveli in jaz sem bil vpet v to službo pri orkestru Slovenske vojske v Ljubljani in pa učil sem na srednji glasbeni, učil sem tudi v škofjeloški glasbeni šoli, pa v tistem času smo še igrali s kvartetom klarnetov velikne in sem se pač odločil, da mi je to malo preveč in sem zadevo prepustil kolegu Črtomirju Nanutu, ki je takrat prevzel vodenje Goriškega pihalnega orkestra. Potem sem pa pač eno leto bil brez tega, je pa kolegica, dirigentka takrat v orkestru Slovenske vojske Andreja Šolar, ki je bila pa v Lescah dirigentka takrat, se odločila pa, da bo ona tam zamenjala, pa me je vprašala, če bi prevzel vodenje orkestra in sem rekel, zakaj pa ne. Ker sem gotovo v tistem letu, ko nisem bil dirigent, se pravi pihalnega orkestra, da mi je manjkalo. In sem potem pa v Lescah preživel krasnih 5 let do 2006, v bistvu manj, 4 leta. In s tem orkestrom smo sodelovali na veliko tekmovanjih in smo tudi lepe rezultate dosegli, tudi v Rivi del Garda, pa na tekmovanju Zveze slovenskih godb. Tako da, se pravi, so bili rezultati. V tistem času pa spet se je zamenjal dirigent Papirniškega pihalnega orkestra, Vevče, ja. In tudi so me vprašali, če pridem, če ne pridem, si v redu, grem poskusiti, lahko bi tudi rekli, da ne. In ne bi bil všeč. In sem se potem odločil, da pa malo presedlam in potem je pa to sodelovanje trajalo kar dolgih 16 let. Zakaj sem pa v Idrijo prišel? Je pa zanimiva zgodba. Jaz sem podedoval eno posestvo na Ogalcah, na vojskarski planoti in sem začel razmišljati počasi, da mogoče, ker je pač tam mir pa lepa narava in se zelo počutim tam in sem rekel, pa bi bilo super, če bi pa, ko bi enkrat tukaj stanoval, da bi imel pa še tudi pihalni orkester, ki bi ga sigurno pogrešal. Bolj pri roki. Bi bilo pa zelo daleč se voziti v Ljubljano 2-krat na teden, ampak sem rekel, vse dobro, se pravi, idrijska godba ima že dirigenta, nič, bo že. In ravno, bom rekel, čez kakšna 2 tedna po tem mojem razmišljanju me je poklical pa arhivar
godbe idrijske Boris Peternelj in je rekel: Aljoša, ti poznaš koga, ki bi dirigiral pri nas? Sem rekel: glej, če me pa že vprašaš, ne, sem rekel, mogoče bi pa jaz, ne. No, je rekel, saj mi smo tudi tako mislili, ne. Pa sem rekel, verjetno bo audicija, verjetno se je treba pripraviti, no, in sem prišel na audicijo, bilo je še nekaj kandidatov, ne vem, in potem so mi sporočili, da so se za mene odločili in sem rekel, no, evo. Na Vevčak sem tudi povedal, da pač o tem razmišljam in so mi tudi čestitali, pač, da sem bil sprejet. Med tem časom so dobili tudi pri Papirniškem pihalnem orkestru Vevče novega dirigenta in po naključju mojega učenca srednje glasbene šole, gospod Miha Kosec. Tako da mislim, da se tradicija nadaljuje tudi tam, tukaj gremo pa naprej. Sicer stanujete v Trebnjem, mladost ste preživeli v Novi Gorici, veliko časa prebijate v Ljubljani, sedaj ste na Vogalcah, kadar imate čas. Tako. V kakšni kondiciji je idrijski pihalni orkester? Moram reči, da jaz sem bil sprejet kot dirigent v orkestru, ampak bi mogel, se pravi, funkcijo prevzeti 1.9., se pravi, kakšen teden nazaj. So pa me prosili, če bi lahko jaz vodil oziroma dirigiral koncert, ki je bil junija na Gradu. In sem rekel, seveda, da lahko ni problema, bom skočil. In sem bil prijetno presenečen, da se je dalo v enem mesecu zelo zahteven program pripraviti, bom rekel, skoraj brezhibno. Med drugim sem povabil tudi prijatelja, vokalista Matjaža Mraka, da je sodeloval pri koncertu in smo se tudi v tem segmentu, rekel, spremljave vokalnega solista zelo dobro ujeli, tako da jaz mislim, da je idrijska godba v najboljši formi. Res, da smo zdaj po dopustih, mogoče malce, bom rekel, zaspani, ampak se že prebujamo. Najbrž se pozna tudi dejstvo, da igra v godbi, mislim, da 10 akademsko izobraženih glasbenikov. To vsekakor. Mislim pa, da nasplošno v slovenskem prostoru včasih je bila to redkost, da so bili v pihalnih orkestrih profesionalni glasbeniki. Vidim pa, da z leti je teh vedno več. Zato, ker pač sam sistem glasbenega šolstva v Sloveniji je zelo razvit in imamo zelo dobre glasbenike, to lahko potrdijo tudi marsikje v tujini. Omenili ste glasbeno šolstvo, v Idriji imamo glasbeno šolo. Načrtujete kakšno sodelovanje s to inštitucijo? Vsekakor. Mislim, da je dober recept za dober orkester v vsakem kraju, dobra povezanost z glasbeno šolo. Se pravi, to je izvir, bom rekel, kadra za vsak pihalni orkester. In ravno smo se pogovarjali tudi v orkestru, da bi šli enkrat na en obisk v glasbeno šolo, pa predstavili pač kakšne, ker imamo pač tudi določene, bom rekel, luknje, kjer bi se lahko komot zapolnili z glasbeniki, ki se učijo v glasbeni šoli v Idriji. Čez dobrih 100 dni boste dirigirali na novoletnem koncertu v Idriji. Kakšen bo program, že veste? Mislim, lahko samo izdam, da bo z nami sodelovala Nuša Derenda. Program bo pač, kakor je v moji navadi, bom rekel, v prvem delu bolj resen, bolj koncertni in se bo kasneje prelevil v, bom rekel, bolj vokalni del, na koncu pa še mogoče malo božičnega razpoloženja in to je to. Drugače pa vljudno vabljeni vsi na koncert. Programi so tudi sicer tako v razponu med godbeništvom, med koračnicami na eni strani in na drugi strani med zahtevenimi koncertnimi skladbami. Kje vidite prihodnost idrijskega orkestra, v kombinaciji ali se nagibate na eno ali drugo stran? Jaz mislim, da je, bom rekel, glavno poslanstvo, bom rekel, pihalnega orkestra ravno koračnica. Zato, ker
če gledamo tradicijo godbeništva na Slovenskem in tudi tradicijo vojaških pihalnih orkestrov na Slovenskem, so vedno jih je spremljala Koračnica. In bom rekel, v nekih prejšnjih obdobjih, začetku recimo 20. stoletja, je bilo večina tudi skladb, ki so bile izvirno pisane za pihalne orkestre, bolj v tem smislu polka, valček, Koračnica in tako naprej. Kasneje, se pravi šele zdaj v koncem 20. začetku 21. stoletja imamo literaturo, ki, bom rekel, je zelo obširna in modernistična, pa ogromno transkripcij, recimo simfonične glasbe. Jaz osebno sem pa bolj pristaš izvirne glasbe za pihalni orkester. Je pa po tradiciji prva stvar, ko dobi godbenik v roke, ko pride v orkester, knjižica s Koračnicami. In ta knjižica nas spremlja na vseh, bom rekel, in na komemoracijah, in ob 1. maju, in ob različnih praznikih. Pa že sam naslov Koračnica ime pove, da se s to glasbo tudi koraka, ne? Kar, bom rekel, vsi pihalni orkestri tudi počnejo. Ne? Tako da, bom rekel, oboje je pomembno, vsaka stvar ima pa svoj namen. Koncertne skladbe na koncertu, se pravi pred sedečo publiko, mogoče kaj bolj, bom rekel, resnega, malo bolj, bom rekel, za prefinjeno uho. Koračnica je pa tista, ki nam daje zagon, ki nam daje moč. Povejte nam še to, kakšen ugled ima idrijski orkester v strokovnih krogih, ko se pogovarjate dirigenti med sabo? Jaz bi tako rekel, da pač idrijska godba že eno določeno obdobje ni bila na teh tekmovanjih slovenskih godb, ker so se pač tako odločili. Tudi marsikatera druga godba slovenska ni bila ne hodi, ne obiskuje teh, bom rekel, tekmovanj. Mislim pa, da je, bom rekel, osebna izkaznica orkestra glih to. Vem, da so bili orkestraši v Rivi del Garda, kar je zelo visoko tekmovanje in tudi so, bom rekel, so bili kar dobri na tem tekmovanju. Tako da mislim, da vsi pravijo, da je to dobra godba. Jaz tudi pravim, da je dobra godba. Sem ravno prej rekel, da sem bil zelo presenečen takrat, ko smo imeli tisti prvi koncert. In mislim, da tudi na tem področju tekmovalnem, če se bomo odločili, da gremo se preizkusiti, bomo poželi sigurno kakšen uspeh. To vam tudi privoščimo. Aljoša Delferi, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta zanimiv pogovor in želim vam obilo uspehov in tudi dobrega razpoloženja pri pripravah novih koncertnih programov, kot tudi pri samih koncertih tukaj v Idriji in tudi drugod. Hvala lepa. Vse gledalke in gledalce pa vljudno vabim na vse naše nastope, ki jih bomo pravočasno objavili, tako da boste obveščeni, kje bomo in kaj bomo igrali. Se pravi, novoletni koncert ni za izpustiti, ne? Tako, 17. 18. december mislim, da je datum. Že vse določeno? Ja, mislim, da je tako. Zdaj, če lahko, mogoče se motim, ampak spremljite. Vsekakor hvala tudi vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, za spremljanje oddaje in srečno.